Če je šesti krog v drugi slovenski nogometni ligi za ekipo Dravinje Kostroj prinesel nekaj upanja po svetlejši prihodnosti v jesenskem delu tekmovanja, je sedmi krog nogometaše iz Konjic zopet pahnil nazaj v realnost. Po remiju pred tednom dni v Krškem so domači nogometaši v soboto na Dobravi gostili ekipo iz Doba, ki je na ligaški lestvici zaseda visoko tretje mesto. Pričakovanja po preobratu so se izjalovila in Dravinja je zabeležila še eno ničlo na domačem igrišču, tokrat z visokih 0:4. Ekipa Rolteka iz Doba je bila enostavno premočna, priložnosti bo potrebno poiskati v boju z drugimi ekipami v ligi, mogoče v naslednjem krogu, ko igrajo v gosteh pri Šampionu iz Celja, ali v krogu kasneje, ko doma gostijo ekipo Kalcerja iz Radomlja. Prvi gol na tekmi pred 100 gledalci padel v 25. minuti srečanja, ko je za goste po podaji z levega kota z glavo zadel v polno Albert Račič. Gostje so pred polčasom mrežo domačega vratarja Klevžeta zatresli še dvakrat. Najprej v 34. minuti asistenca z desne strani z glavo zaključi Mitja Klopčič. V zadnji minuti polčasa še tretji gol za goste, podaja z leve strani do osamljenega Luke Prašnikarja, ki je uspešno zaključil akcijo s strelom v levi zgornji kot vratarja Klevžeta. V drugem polčasu je padel še zadnji gol na tekmi. V 64. minuti je po podaji z leve strani sam zaključil Klemen Kustel za nedosegljivih 4:0 za goste. Edino pravo priložnost za častni zadetek so domačini zapravili v 67. minuti, ko je po prekršku gostujočega igralca v kazenskem prostoru Dravinje 11 metrovko neuspešno izvajal Andraž Žurej. Ekipa Dravinje po 7 odigranih krogih zaseda globoko zadnje mesto na lestvici, z 2 remijema in posledično z 2 osvojenima točkama. Relativno blizu je še ekipa Bele krajine, ki jim beži za eno zmago. Nekoliko dlje sta ekipi Krškega in Kalcerja iz Radomelj s po 6 osvojenimi točkami v prvenstvu. Glavni sodnik Nejc Kajtazović je na tekmi pokazal le en rumeni karton, domačemu igralcu Simonu Klokočovniku zaradi brezobzirne igre. Glede na majhno število kartonov je občutek dopuščene grobe igre gostujočih igralcev in s tem povezana pristranskost glavnega sodnika Kajtazovića zelo na mestu.